always look on the bright side of life. Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Extreme. Danes malo drugače. Od zdaj naprej malo drugače. Tako je. Zdaj bova, ne bova več noter prihajala, ker je betno. Ker so že 30 To se malo smešen slišali, ampak ok. 30 krat so že. Tako. Zdaj imamo drugo sezono, tako da druga sezona bo ful drugačna, ful bolj napeta, ful več se dogaja, ful bo... Ful drugačna, sem rekel. Ja. To bo zbiram material za naprej, ne? Tako da v prejšnjo. Ja. Tako da Grega, povej, kaj bomo danes delali. Današnja oddaja bova, midva, en drugega sva si napisala list papirja in napisala vprašanja, kaj bi raj. Dala sva dve... Ja, take... to je igra. Kaj bi raj? Tako, No, ja. pustimo. Ko bo danes šlo, mogoče pa si še kdaj. Če bo cool, bova še sigurno kdaj. Ja. Upam, da mikrofon dela, čeprav najbrž ne. Najbrž. Ja. Ok, gremo, kar začni. Bomo sprašvali, kaj bi raj, se pravi, ali to, ali tisto, pa vsak mora pol povedati, ne? Tako. Zakaj to, Zakaj ali tisto? Zakaj ne tisto. Ok, jaz smo take ful dobre. No, jaz smo tudi dobre. Ok, prav, začnem jaz. Daj. Bi šel raj 200 let v preteklost ali 200 let v prihodnost? 200 let v prihodnost. Zakaj? Zaradi tega, ker nisem zgodovinar in me pač mislim, bi šel, če bi imel možnost, bi najbrž šel v boje, ne? Ampak pa če bi raj videl, kaj bo prinesel, glede na to, kaj, ker tisto, kaj je bilo, se me zanima, ampak glej, najverjetneje bi tam umrl, ker... Ne, sej smaš, mislim, no, ampak predstavljaš si, da greš v Mengeš 200 let nazaj, ko bi bilo po večini še vse isto. Videl bi kaj grad, ki ga danes ni nikjer, videl bi vse okolo, veš. Jaz 200 let v prihodnost, jaz mogoče sem mal, ne vem, kako bo čez 100 let s človeštvom, pa kaj bomo naredili. To je pa res, iz tega vidika pa ja. Zelo malo pesimistično sem, ampak... Ja, bi bilo pa zanimivo sigurno videti. Mene pač zanima, kaj se bo s tehnologijo zgodilo v prihodnosti, tako da mi je to bolj zabavno. Zate vprašanje, a bi raj igral v eni celi sezoni Losta, ali bi bil najboljši prijatelj z enim igralcem iz Losta? Igral Losto. Rajš? Ja, absolutno. Kaj ima, če sem kolega, jaz bi raj igral Losto. Ok, sem mislil, da je to težje, kaj Ne. ni bilo težko. Ne. Ok, jaz. A bi raj znal govoriti z živalmi, ali bi raj znal govoriti vse jezike na svetu? Raj bi znal govoriti vse jezike. Vse jezike? Ja, mislim, je cool, če bi znal govoriti z živalmi, ampak mislim, da če bi znal vse jezike, bi imel več od tega, kakor... Red, ampak predstavljaš, greš v živalski vrt, greš v kletko iz levi, pa se rečeš, jaz sem bog tvoj. Ja, sam kaj boš pač, si cool. In to je to. Tukaj se pa zaključa, ne. Mislim pač, je ful dober, mislim pač moje bi lahko kar imel zanimive pogovore, ampak mislim, da niso dorasli naši razlagi, tako da... Kaj pa veš? Če bi znal govoriti, mogoče zvedel. Ampak to nočeš. Ja, jaz bi raj vse jezike znal. No, prosim. Ok, bi bil raj zaljubljen in poročen z osebo, ki te vara od začetka. Ok. Ali pa ne bi bil nikoli v življenju zaljubljen, ampak bi bil poročen z osebo, ki bi jo ti varal od začetka. Tako malo... Se pravi, kaj imaš da te on vara? Ti si ful zaljubljen v to osebo, pa poročen si s to osebo, ampak te ona skozi vara. Od začetka do konca. A pa veš ti to? Ne veš. No, pol bi to, ker če ne veš, ne boli. Raj bi videl, da si ti prevaral. Ja, glej. Ja, si... In nevidezna sreča. Ok, v redu. Ok. Jaz. Bi raj izgubil vse premoženje, ki ga imaš? Ja. Ali bi raj izgubil vse slike, ki si jih kadarkoli naredil? Raj izgubil vse slike. Vse jih bom še enkrat naredil. Pa dobro, zdi, si kakšne dobre slike naredil, pa kakšne za spomin slike. No, dobro, iz tega vidika ja. Ja, ampak vse premoženje, pizda, da si tam na cesti, pa jih tudi slik nimam več. Zaradi tega, ker bi izgubil vse premoženje, to so tudi slike. Ampak so vse nekje, vse to lahko premoženje, lahko nazaj prideš spet počas. Ja, no ja, si,
pač, če že moram odločiti, se bom raje odločil za premoženje, ker če nimam premoženja, ne morem tudi do slik več priti. Pa tudi nimam fotoaparata, da bi začel, pa nič nimam, v bistvu sam brez vzgasam. No, okay. Razen, če mi ostanejo vse slike. Ja. Imaš pa Jule, CD-je ti ostanejo. Ja, ki jih ne moram nikjer pogledati. Ok, naslednje vprašanje. A ne nikoli več v življenju posnel nobenega filmčka? A ne nikoli več v življenju posnel nobenega petkovega ekstrema? Ja, veš, kaj bom rekel, mogoče bi rajš pol se odpovedal filmčkam. Ker je to ta oddaja. Ker je to ta oddaja, še konc koncev filmčke res snemava, tako da bi skoraj rekel, da jih ne snemava. Ne bilo skoraj nič drugače, samo tako. Ja no, lej. Ne bi pa rad se temu tudi tako da, ali vsak 2-3 na mesec, 5 ekstremno rajš snemam, kot enkrat na let film. To je pa res. Ja, sej sam, kaj pa če bi pa pol snemal vsakič filmček? Nama toliko ne zaupam. Nisva taka, da bi vsak teden lahko filmčke snemal. Okay. Dobro, jaz bi se raj odpovedal vsem socialnim omrežjem. Okay. Ne boš to? Bi se rad odpovedal vsem TV serijam. Socialnim omrežjem. Lažje. Ker serijami več pomeni, ker da vidim, kaj se dogaja z ljudmi. Pač mene to res ne zanima toliko, tako da raj imam serije. Bi raj imel časoven stroj? Ali bi raj imel vesoljsko ladjo, ki potuje s svetlobno hitrostjo in se teleportira? Najprej sem imel sam svetlobno hitrostjo, sam pa sem dojel, da je to malo slaba, ker itak prije boš prišel do ni velika hitrost. Tako da se še teleportira, zdravo. Ta je težka. Časovno stroj je itak manjka. Ampak se v bistvu vesoljska ladja je tudi časovno stroj. Neke vrste, v bistvu, ja. Ampak v bistvu, če potuješ s svetlobno hitrostjo, že v bistvu kriviš čas. Po moje bi vseeno reči časovni stroj, zato ker se grem lahko nekam ven vesolje, sam ni neke. Lahko ja vidim nove svetove, lahko ti gledaš nekaj, kar drugi še sploh ne vejo, recimo, da obstaja. Sam vseeno časovni stroj, veš kaj, lahko še enkrat zgodovino napišeš. Ampak, ko se vrneš, ni več ista. Ni več nobenega butterfly efekta. Ja, recimo, da to ni možno, no. Da sam pogledaš v prihodnost, v preteklost. Saj nas sodelcem nisi tam zraven. Ok, cool. A bi bil raj neviden, ali bi raj letel? Ali bi bil neviden. Ja. Mislim, bi rad letel, ampak mislim, da če si neviden, si bolj cool. Lahko greš v kjerokoli stavbo noter, noben ne ve, da si noter. Kaj bi tam delal? Ja, malo čekiraš. Malo si tako Malo še okoli peš. Ja, veš, koliko ti bi plačali mrskašna agencija, da bi ti... Dobre, jaz ne bi glih to razlagal. Kaj bom letel? Ja, no ja, si jaz. Letiš, Madonna. Lorič, kamor češ. Ja, koliko hitro pa lahko letiš? Zelo hitro. Rečemo, kot Concorde. Aha, ja, no to je pa že nekaj drugega, ne? Ne, lahko greš, lahko greš 5 km na uro, lahko greš pa en mah. No, še zmer bom pri nevidnosti. Nevidnosti. Mislim, ni je cool, ampak bom raj neviden. Ko bom jaz letel, te pač ne bom videl. No, zdaj pa drugo vprašanje. A bi imel vse moči in znanje Supermana, ali vse moči in znanje Jode? Ja, ok, Superman. Dobro, kaj je, on zna leteti. Zna, ja... Imaš X-ray, lahko ženske gledaš. Aha. Pač če... Nekaj sem nek Family Guy v fora, ki je pol vsem rata vzročil. Dobro. Pa samo, veš kaj ima, Superman ima tisto slabo lastnost, ima kryptonite, ne? Yoda pa, mislim, da nima. Ja, samo umre, ne? Ja, si bi imel znanje Jode, si ne bi bil ti Yoda. Bi bil Yoda.
Sam pa bi še tako obla- govoril. Ja, pa bi, a veš, samo vsi te spoštujejo, samo prišel bi kje pa spoštovanje. To je pa res. Ok, Joda. Joda. Ta je dobra. A bi raj vedel, kdaj boš umrl leto, Okay. ali bi raj vedel, kako boš umrl? Rad bi vedel, kdaj bom umrl. Zaradi tega, ker če bom vedel, kako bom umrl, si bom ful živceral cel življenje, če pa vem kdaj, si pa lahko splaniram, da do dneva, ko bom umrl, zapravim vse moje premoženje in uživam tisti life. Si pač narediš nek cilj in pač lej, ko boš umrl, veš, lej, jebat ga, danes grem. Če bom pa vedel, kako bom umrl, Mislim, se ne predel, se ne Fakt. dan vedel, ti bi samo leto vedel. Ja, se vse. No, Še zmeraj vem leto, da vem, kako bom umrl in pa bom cel življenje živčen, fakt, kdaj bom, ne vem. No ja, Sej, tako da- tudi jaz bi verjetno raj zvedel, kdaj. Približno. Ja. Vedel in izgovoril vsakič do nanometra, koliko imaš dolg korak. Okay. Okay? Ja. Ali pa vedel in izgovoril vsakič, ko žuželka preleti v tvoj oseben prostor, koliko ti je zamahnila s krili. Čak se, da bi vedel ali da bi govoril to. Oboje. Bi takoj vedel in pač ne bi se mogel ustaviti, bi to povedal na glas. Se pravi, ko bi hodil, bi skozi govoril do nanometra. Ja. Ja. Wow. To sta dve bende. Ja, zelo. Veš kaj, po moje, bolj bi ljudi živčne delo, če po žuželkah govoril, ne. Ja. Lej, bi pa ne vem, se nekako že pretovoril, da ne bi hodil. Dal bi si neko masko. Ja, ali pa nekaj bi že nekako naredil. Mislim, bolj, a veš, že koliko mi dva sediva, da nič ne govorim, ampak si predstavljaš 5 muh, da bi tukaj bilo pa skozi govoriti. Ja. Veš, tako da je raj kurati. Koliko enkrat, ko nama je že Ja. muha, takrat bi govoril Ja, pa ja, skozi. Se pravi, ja, raj korake. Raj korak. Ja. Pač zdaj bi lahko se pač normalno pogovarjal. in Ja. to je to. Ja, drugač bi se prav govoril, sem šel pogledat, koliko je dolg korak. Ja. V nanometrih Ja. je to 792 milijonov 480 tisoč približen. Ja. To je povprečje, ki ga je Oxfordova, koliko je dolžina koraka. Sam računik mogo zelo hit govoriti. Ja. Ker če bi to, veš, vsak korak je... Ja, veš, kako bi hitro govoril? Ja. To je pa mogoče še ful dobro. Ne, samo vse ne. Muha pa, v bistvu komar, sem šel pa gledat okrog Wow, a res? 800 krat na sekundo zamahne iz krili, tako da to je v bistvu 800. Ja, ja. Ok. Ali sam za enega, pa če bi bilo 5. Ali pa 100. Ne, a veš, to bi izgovoril enkrat, ko je v tem tvojemu osebnem prostoru. Ne? Kaj pa je moj osebni prostor? Ja, ne vem, do takole, do tukaj, nekje. A ja, tako, sam toliko mal. Ja, Ojo. No, Do ok, tukaj, jaz sem kar mislil sem tako v prostoru, a veš. ne, tako, en meter recimo okrog max, ne pa še ni to tukaj. To, a veš, to ni to pa več toliko. Ja. Malo. Pa Samo ne na bomo morju. vse pri koraku pristop. Okay. Dobro. A bi rajš obvladal Photoshop pa nič Premiere Proja? Ko čist neš, pa tudi ne moreš se naučiti Premiere Proja. Ali bi rad obvladal Premiere Pro pa se nič Photoshopa? Dobro. Kaj bi raj? Zaenkrat mi je v življenju še zmer več bolj prav prišel Photoshop, tako da bi raj znal Photoshop pa obvladal Photoshop, kar Premiere Pro. Bi pač ti montiral. Tiste filmčke, ki bi se jih mogel pač ti naučiti. Se bi jih jaz naučil. Ja, verjetno bi bilo res tako. Pa bi jaz imel moje Najbolj. znanje Photoshopa še zmer in je to to. Ja, ok. Prosim. Ok. Imel normalno lepo življenje, brez skrbi, brez vsega. A ne? Pač super življenje, ampak na dan, ko bi umrl, nobeden ne bi vedel, da si sploh obstajal. Okay? Ja. Lahko imaš pa res slab grd življenje, vse bi te in bi imel res zjeban življenje, ampak ko bi umrl, bi se te spominjali in zgledovali po tebi še 10.000 let in bi bil vzor in To vsi. druga. Bi raj bil Ja. trpel cel življenje, Ja. pa da si pol. Ja. Ne, da mi zdaj všeč, ker bi z drugi po meni se zgledoval, ampak mi je všeč. No ne, znan bi bil, ne. Sploh Ja. zato, ker Sam si, bi- a sam veš bi- kaj si, ker si omenjal, a veš, če bi sam rekel, da bi bil znan, ne, tudi Hitler je znan. Ja, A ne, ampak ti si rekel, da bi bil se ja, zgledoval, pa tako, ja, tako to, bil to. bi. Bi rekel, Revaš je trpel, ampak je zdaj Sam- njegovo znanje. Tvoj cel življenje bi bil.
to rekel, da zdaj ni. Dobro. Dobro. Ok, naprej. A sem jaz, ne? Ja, A bi raj poznal vse skrivnosti vesolja? ok, to najbrž. No, ok. Ali bi raj imel časovno stroj, ki bi lahko samo preteklost? Pa videl vsak dogodek. Ne, Začet. bi imel vse v vesolju, zaradi tega, ker najbrž bi pol lahko tudi naredil časovni stroj, ker bi imel toliko znanja, da bi bilo najverjetneje možno narediti, ker gre lahko tudi še v prihodnost. Ampak v vesolju, ne zdaj v vsem. Eno se je dosti v vesolju. Če v vesolju veš veliko stvari, vesolje pa čas sta zelo ista. tako No. da- Ok, Rajš bi bil tole. ok, prosim. A bi raj doživel konc sveta, Ja. a bi raj počasi umiral v mukah. Ja, doživel bi konc sveta, raj. Sam ponovno, za tabo ni nič več. Ja. Prav, človeštva, tudi če imaš otroke, to ni konc. Zaključeno. Če pa pač umreš v mukah, pa še Je zmeraj. pa še zmeraj svet naprej gre. Pa lahko tudi umreš v mukah, ko bo konc sveta. Ni spolnič naredil. Mogoče malo definirati, kaj bi bil konc sveta. Ja, to pa si ne ve. Se pravi, v mukah pa, koliko cajta? Pa koliko cajt. Ja, bi v mukah umiral. Teden, No, mogoče 2, ne vem. ali bi pa doživel konc sveta. To bi bilo epsko, če bi bil. Tako, veš. Se najbrž, če bo konc sveta, pa vsi umrli. Ja. Saj videl bi, kaj Ja, s čim si konc sveta, zaključil. Ja, vse. valjda, ja, mislim, lej. Če nisem bil na začetku zraven, pa saj na konc. Tako. Okay. Ok, povej. Ta bi bil, ta malo komplicirana. Ja. Ampak je dobra. A bi bil rad spet star 5 let, pa imel vse znanje, ki ga zdaj imaš, takrat imel, Ok. ali bi zdaj ta trenutek vedel vse, kar boš v prihodnosti izvedel? Rad bi zdaj vedel vse, kar bom vedel v prihodnosti. Zaradi tega, ker ne, mogoče pa ti za 5 let tudi super. Ne, sam po mojem bi raj, ja, sam kaj pa če nam nič pameten, kad sem videl, sem se pa Ej, zajebal. tukaj je, a veš, zdaj tako ne sej, mogoče, a veš, mogoče boš zvedel takrat, pa takrat bomo na Mars šli, takrat bomo to, Ja. pa to, takrat se v to zgodili, takrat bo Saj še nov zmeraj iPhone kaj pa mi- prišel, ampak daš pa nazaj, pa še enkrat podoživiš vse, kar si že imel. Pa Ja, vse sem kakšen veš. otrok bi bil 5-leten, ki bi vedel vse to, kar vem jaz zdaj. Sem bi šel na... Zakaj? Zdaj bi zato od tebe Ja, odvisen. piši ti moj mali! Kako ti me govori? Lej, ne vem, ja, odločite, jaz sem samo vprašanje postavil. Ja. Ja, res me zdaj... Ne, bom pri prvotnem odgovoru. Vedel, jaz verjamem v to, da bom veliko stvari še izvedel v življenju, tako da bi raj to vedel zdaj. Tako da, Grega iz prihodnosti, ki me gledaš, daj mi tvoj znanje. Srkam. Ja, naprej. Ja. Bi bil... Sicer še dva, ne? Ne, Ja, ta zadnji. ja. Ne, še dva. Še 2. A bi bil raj prvi človek na Marsu, ali bi bil raj najpametnejši človek na svetu? A veš, ni rečen, da če mislim... Je v bistvu skoraj rečen, če si najpametnejši, mogoče pa tudi na Mars lahko greš. Ja, sem, zakaj bi tebe pol poslali na Mars, če si najpametnejši? Raj te bojo... Sej, mislim, meni ni važno, da sem prvi. Lahko grem tudi tako. Ja, si Lahko boš sem follow? ta pet. Ja, da si. Tako da bi bil pameten, Ja, reči. sam pa ne bi bil tako znal, kakor, ne vem, Armstrong. A poznaš Hawkinga? Ja? No, on je najpametnejšega, poznaš. Ja. Ja, Ja, no ja, itak da ga, ampak pač nisi prvi, ki si bil na... lej, se ne bi sekeral. Vse ne. Ne bi se sekeral. Najpametnejši. Ok. Dobro. A bi rajš, da te zmer, ko psa vidiš, da te pes napade? Ali bi raj videl, da zmer, ko te ptič vidi, da te zmer napade? To je dobro. Mislim, da je še zmer boljš, da me ptič napade. Ptič, če si predstavljaš ti eno jato. Ja. In glej Grega. Najverjetneje bi se navadil in bi imel nek ščit za te ptiče. Oziroma bi nekako hodil tako ven, da... Ne, samo veliko več ptičev vidiš, kot
psov. Ja, sam veš, kaj ti pes lahko naredi, kad te napade. Pa čisto vsak pes, ki ga vidiš. Greš na sprehod, pa te... Kako pa veš, kot te ptič, kot če čaplje letijo, kot če, ne vem, ujede pridajo, grega. Ja, no, pa še zmer... Bom laufal, lahko stran, pes, ki te enkrat... Si predstavljaš, da prideš v nekaj, ki imajo gručo psov. Kako ne, jaz... Vsem bi se probil izogibati takih. Kdaj pa prideš, Pokac pa bil v enem plac, kjer je ful psov. Pa da ni svežil, da ne všel. Ne dolg nazaj sem šel čez cesto, ki so šli vsi, ki so se učili, kako gre s psom čez cesto. In To fajn zgleda. mislim, da to ne bi se dobro končalo. To fajn zgleda, da si parke tepšle. Samo dobro, je pa res, da psi so ponovadi na vrvicah, zelo malo jih je tako, kot da ga še zmer lahko nazaj držiš. Ptiča pa ne moreš, ne bom kar pri ptičih ostal. Ptiči. Pri ptičih, ne bo ptiči napadajo. No, zdaj pa še finalno vprašanje, res težka odločitev. Okay. Upam, da se boš pravilno odločil. Imel za hišnega ljubljenčka zmaja ali imel kanu? Z zmajem lahko letiš, Ja. s kanujem greš pa lahko po vod. Ja. Ampak, bom kar za zmaja, Dejno. Kanu, no. ker, a veš, hišni ljubljenček, ne? A veš, koliko je fajn s kanujem? Vem. Ja, no. Bi z zmajem prišel do enega kanuista in rekel, daj mi kanu. A veš, Ja, no, sam ga ne bi imel, ti imaš pa prav cel kanu je tvoj, Cel. legalno. ne, bom, Še zmer zmaja. bi ga rej kupil, pa bi, zmaja bi pa imel. Na vrvici. Adej. Ok, Dobro. s tem bova zaključila z zmajem. Zmajem Jaz sem bova res zaključila. upal, da se boš odločil za kanu. Pa ni šlo čez. Ja, s tem bova zaključila oddajo, sva kar dolga, ampak mislim, da je bilo Vse zanimivo. bilo fajn. Tako, bilo midva- fajn. midva sama sebe zmer pohvalila, koliko sva fajn oddajo naredila. Tako da, če ne drug, imava midva, sva Imamo mi dva prav. Tako, se midva vodva to dajo, valjda ta mala midva. Prav. Ok, no, tako da lep petek, Lep vikend. tako, pa se vidimo, upajmo, da Lep čim teden. prej Ja, ne čim bomo prej. govorili o tem. Adijo. Adijo.